Lepo pozdravljeni. Septembra je treba spet v šolo. V prvi razred osnovne šole je vstopilo rekordno število otrok v zadnjih 10 letih. Nanje so se dobro pripravili tudi na mariborski osnovni šoli borcev za severno mejo. Za lažji prehod iz vrtca so jih pričakali s plesno delavnico, po šolskem okolišu pa so se lahko popeljali tudi s cestnim vlakcem. Med 340 učenci mariborske osnovne šole borcev za severno mejo je letos 42 prvošolčkov. Kar nekaj se jih je opisalo tik pred zdajci. Nekaj se jim je zdaj ravno pred koncem avgusta se je ponovno oziroma dodatno upisalo, so predvsem tujci, ampak nič hudega, smo veseli vsakega učenca. Da bi pregnali morebiten strah in tremo o prehodu iz vrtca v šolo, so za prvošolčke in njihove starše organizirali kratko plesno delavnico in vožnjo s cestnim vlakcem, ki jih je popeljal po soseski. Je danes kaj stiskanja pri srcu? No, danes še ne, bomo videli jutri naprej. Lepo je bilo. Žiga je prišel. Čudne laskamo. Sošolec? Ja. Bo fajn? Ja. Treme je malo več, ampak sem srečen, da moj otrok je začel to leto hoditi v prvi razred v šoli. A veš slučajno, kaj te čaka zdaj v šoli? Zdaj bo verjetno malo drugače kot v vrtcu. Domača naloga. Pa še kaj? Pa risanje. Veselim se šole, pa učim se za zvezke. Na šoli bodo sicer kljub strogemu varčevanju poskušali izpeljati večino bogatega obšolskega dogajanja. Tudi letos namreč računajo na izdatno pomoč donatorjev in sponzorjev, ki bodo pomagali pri kar se le da normalnem šolanju otrok. Ob vrnitvi v šolo je treba napolniti tudi torbe. Z rabljenimi učbeniki lahko družine mnogo prihranijo. Priložnosti za nakup le-teh je še veliko. Ta teden so prodajali tudi v avli druge gimnazije Maribor, kjer so lahko dijaki prihranili precej denarja. Nov komplet učbenikov in delovnih zvezkov za enletnik gimnazije stane okoli 150 €. Z uporabo rabljenih pa lahko dijaki in predvsem njihovi starši veliko prihranijo. Nekaj učbenikov sem dobila že iz učbeniškega sklada, nekaj dva sem kupila sama, pa zdaj tu na sejmu še nekaj. Koliko je konkretno stal ta učbenik, ki si ga kupila? 4 €. Drugače pa mislim, da okoli 15 ali nekaj takega. Učbenike so prodajali dijaki, ki so letos končali šolanje. Sejem rabljenih učbenikov je na drugi gimnaziji stalnica. Upamo, da bo zaslužek čim višji, ampak tudi z 5 € smo verjetno zadovoljili na en učbenik. Najbolj grejo recimo kemija, geografija, ti predmeti, ko jih ima največ ljudi na maturi, drugače tudi slovenščina, matematika, v bistvu vseeno. Večino učbenikov pa si gimnazijci izposodijo v šolskem učbeniškem skladu. To letno stane okoli 50 €. Tretjina cene, nabavne cene učbenika se plača sproti, tako da se dejansko učbenik v 3 letih nekako izrabi oziroma lahko tudi nadomesti. Učbeniki kljub sodobnim tehnologijam ostajajo osnovno orodje pri učenju in pridobivanju novega znanja. Da so najpomembnejše informacije zbrane na enem mestu, zapisane na papir in zvezane v knjigo, daje poseben občutek tudi sodobni mladini. Novo šolsko leto osnovnošolcem prinaša spremembe pri tujih jezikih. Namesto v 4. se bodo otroci tujega jezika začeli učiti že v 2. razredu, a le na 61 šolah. Največ se jih odloči za angleščino, precej manj za nemščino. Se pa v nekaterih mariborskih srednjih šolah, predvsem poklicnih, dobro zavedajo, da utegne bolj koristiti nemščina. Z njo je lažje dobiti službo čez mejo v Avstriji. Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru se ne učijo le splošne pogovorne nemščine. V tujem jeziku poteka tudi del praktičnega pouka. Osnova vsakega turističnega delavca je poleg njegovih strokovnih znanj tudi znanje tujih jezikov. V našem prostoru se nam zdi, da je nemščina še posebej pomembna, saj smo zelo blizu avstrijske meje. Mladi kuharji in natakarji, zlasti tisti boljši, gredo namreč vse bolj pogosto s trebuhom za kruhom v tujino. Za enako delo so le nekaj 10 kilometrov stran veliko bolje plačani. Naš cilj ni, da bi jih pošiljali delati čez mejo, vsekakor pa si želimo jih dobro usposobiti tako za delo pri nas, kakor tudi jim odpreti v življenju čim več poti. In jezik, v tem primeru nemščina, je konkretno zadeva, ki danes odpira vrata v tujino. Tudi v mariborski srednji živilski šoli se zavedajo, kako pomembno je praktično znanje in znanje tujih jezikov. Zato oboje povezujejo.
v Avstriji, torej pri Dunaju, kjer bomo se torej preko projekta Erasmus+, se morali enostavno s svojimi sovrstniki in pa s profesorji pogovarjati o nemščine. Angleščina je sicer še vedno najbolj priljubljena tudi v jezikovnih šolah, a zaradi možnosti zaposlitve v Avstriji zanimanje za tečaj nemščine narašča. Nekateri so se nemščino že učili v osnovni šoli in jo niso uporabljali mogoče 20 let, več ali manj, tako da je zelo aktualen ta osvežilni tečaj nemškega jezika. Prvi tečaj nemščine se na Andragoškem zavodu Maribor začenjajo že jutri. Jesenska opravila po sadovnjakih in vinogradih so priložnost za številne brezposelne, da poprimejo za sezonska dela. Medtem ko so prejšnja leta to počeli večinoma tujci, pa je zadnja leta zaradi krize dovolj domače delovne sile. Samo v Mariboru je skoraj 15.500 ljudi brez zaposlitve. Delodajalci pa so v sezonska dela letos vključili kakih 400 ljudi. Na okoli 25 hektarjih sadovnjaka Juhartovih na Ptuju so prav danes začeli obirati jabolka. Okoli 10 obiralcev je vključenih prek sezonskih del. Zato, ker sem brezposelna. Ostala brez službe, to se je pojavilo zdaj. Zdaj se iščemo delo na jesen, ne? Druge tak nič ni. Delo pa zaslužek, ker sem brezposelna in rabim vseeno neki denar, nek prihodek. Dosti je novih in ti še ne znajo obirati in je treba pokazati, je treba več biti z njimi in tako. Tako da potem pa postopoma po vsaki dan več ljudi, ne. Njihov dnevni zaslužek za 8 ur dela in opravljeno normo je okoli 28 evrov, a kot pravi naša delodajalka, vsi niso za to delo. Čeprav danes v njenem sadovnjaku ni tujcev, pa prizna, da so bili ti bolj zanesljivi. So se pripeljali tule iz Zagorja, se je naročil avtobus, pa si imel ljudi, medtem ko tu pa nikoli ne veš, kdo bo. Koliko oseb boš imel drugi dan, recimo se zdaj zmoči, smo mokri ali kaj, teče z dreves, nekoga več jutri ne bo, ne. Na Mariborskem zavodu za zaposlovanje so letos od delodajalcev prejeli prošnje za 84 delovnih dovoljenj za tujce, izdali so jih le 49. Tako da iz leta v leto poskušamo torej delovna dovoljenja oziroma zmanjšati in nekako prepričati izvajalce, da zaposlujejo slovenske iskalce zaposlitve. Ob tem ugotavljajo, da se v ta dela vključujejo vsi, ne glede na izobrazbo. Med sezonskimi delavci pa je tudi vse več upokojencev in zaposlenih z nizkimi dohodki. Ob objavi 2 novih razpisov, na katerih lahko mlada zagonska podjetja pridobijo skoraj 2,5 milijona evrov, so pri iniciativi Startup Slovenija organizirali vseslovenski roadshow oziroma predstavitvene delavnice. Pripravljajo 8 dogodkov, prijavilo se je že več kot 250 udeležencev. Na prvem razpisu bodo lahko mladi podjetniki pridobili 50, na drugem pa 200 tisoč evrov. V tovarni Podjemov so se tokrat odločili, da stopijo v stik s bodočimi prejemniki subvencij. Da stopimo prav neposredno na terenu stik za podjetniki, ki se nameravajo prijaviti in da dobijo res konkretne informacije iz prve roke, ne pa samo recimo iz spletne strani. Tako da res želimo v bistvu spoznati podjetnike, ki se želijo prijaviti. Skupno bodo pomagali 27 podjetjem, na razpis se lahko prijavijo vsa mlada podjetja z dobro idejo, ki potrebujejo semenski kapital. Podjetja, ki so stara manj kot 5 let, bodo lahko kandidirala za pridobitev semenskega kapitala ali v obliki konvertibilnega posojila ali pa v obliki kapitalskega vložka. Gre za način financiranja, ki je v Evropi zelo poznan. Podjetniki bodo dobili tudi kakovostno svetovanje. Na voljo bo 42 startup mentorjev z najsodobnejšimi znanji, delovnimi prostori in mednarodno promocijo. In smo pripravili 2 nova pospeševalnika, kjer v paketu dobijo mladi ali starejši, kdorkoli se želi lotiti inovativnega startupa, znanje, startup mentorja, dobijo infrastrukturo, celotno podporo in pa tudi kapital. Predstavitve se bodo odvile še v Celju, Ljubljani in Novi Gorici, zaključna bo 11. septembra v Mariboru. Rok za oddajo prijav pa je 15. september. Vinogradniki in vinarji letos zaradi obilice dežja opažajo, da je pridelek količinsko precej manjši kot prejšnja leta in da bo zaradi pomankanja sonca tudi sladkorna stopnja grozdja nižja. To pomeni, da kakovost ne bo takšna, kot bi si želeli. Zato vsi upirajo oči v nebo, saj bi že 5 sončnih dni količinsko slabo letino kakovostno občutno izboljšalo. Letošnje leto je bilo za vinogradnike najslabše v zadnjih 50 letih.
Takšne razmere, kot so bile letos v vinogradih, jih dolgo ne pomnimo. Trto so zaradi dežja ogrožale številne bolezni. Začela prenospora, uidi, prišla je gniloba, v prvi dekadi meseca septembra pa je začelo grozje pokati. Večina malih vinogradnikov, ki v Sloveniji prevladujejo, je ob polovico pridelka, ugotavljajo strokovnjaki. Tisti, ki pridelek imajo, pa so morali delati veliko več kot sicer. Zagotovo je letošnji letnik dosti zahteven, ker je veliko padavin, sonca je malo manj, tako da je bilo potrebno res dosti več ročnega dela v samem vinogradu, pa seveda tudi nekaj več kropljenja. Gnilo grozdje bomo sproti čistili iz zdravi, torej da bomo nekako selekcionirali, da gniloba ne bo šla naprej. To je ogromno dela, tudi stroški so s tem povezani. 5 do 10 dni sonce bi količinsko slabšo letino kakovostno pomembno izboljšalo. Vsem je zelo težko to leto, ker je tudi potem kletarjenje zelo težavno. Če pade kakšna gniloba v sod, je kletarjenje oteženo v taki meri, da imaš spet povečane stroške, spet dodatna dela. Gotovo bi bili dosti bolj veseli, če bi bilo lepo vreme, ker trta je le rastlina sonca. Se pa zaradi letošnjih vremenskih nevšečnosti strokovnjaki bojijo nadaljnjega opuščanja vinogradov v severovzhodni Sloveniji. Za slovenske hmeljarje pa je zdaj vrhunec obiralne sezone. Čeprav napovedujejo dobro letino, pa ima tudi ta kmetijska panoga težave zaradi slabih tržnih razmer. Uvidimo pri Ptuju, kjer ima največji pridelovalec na Dravskem polju, polovico od 55 hektarjev hmeljišč, so s pravilo začeli prejšnji teden. Pričakujemo, da bo pridelek letos poprečen, če pa primerjamo z dvema sušnima letama nazaj, pol pa lahko rečemo nadpoprečen, ampak recimo poprečen. Lani je bilo povprečje okoli 1000 kg na hektar, torej bo letos rečemo tam 700, celo 800 kg v povprečju boljši pridelek na hektar, v skupni vsoti pa tudi tam okoli 800 ton več pridelanega hmelja v Sloveniji. V Savinjski dolini, kjer je tradicionalno največ hmelja, so zadnja neurja podrla 18 hektarjev betonskih žičnic. K temu je prispeval tudi obilen pridelek, ki je zaradi velike teže preobremenil hmeljarske nasade. Ta letina letos bo povrnala, če bomo spravili hmelj tako kot treba, da nam bo narava spet kaj naredila, še za zadnje dni, bo pokrila vse 2 letine nazaj, ko so bile slabe. Vendar pa nizke cene in zaloge neprodanega hmelja iz prejšnjih let ne spodbujajo pridelave. Mi nekje računamo lastno ceno pridelave hmelja 4,5 evra po kili. Trenutno prodaja kaže tak, da bi pokril proizvodne stroške brez amortizacije. To pa pomeni, da se ne razvijaš. Zato imamo v naši državi trenutno aktivnih slabih 1300 hektarjev hmeljišč, od tega samo 150 hektarjev novih nasadov. V zlatih časih slovenskega hmeljarstva je bilo hmelja kar 2-krat več. Kmetje, ki imajo zemljišča na vodovarstvenih območjih, imajo zaradi strogih pogojev zmanjšan dohodek iz kmetijske dejavnosti. Čeprav je vlada že leta 2011 sprejela uredbo o načinu izplačevanja odškodnin, pa kmetje Dravskega polja ugotavljajo, da novi predpisi problematike še vedno ne rešujejo trajno in celovito. V Miklavškem kulturnem domu se je zbralo kakšnih 60 kmetov. Pridelovanje hrane na vodovarstvenih območjih je zaradi strogih omejitev onemogočeno. Simbolična odškodnina 100 evrov na hektar ne predstavlja rešitve, opozarjajo. Takoj, ko smo dobili to nadomestilo na hektar, so nam pa vzeli zel, kar pa predstavljalo 160 evrov na hektar. Menda se 2 državni pomoči ne smeta prekrivati, kar je po moji oceni absurd. Nam ni bilo objasnjeno čisto nič. Dobili smo samo neko odškodnino, ni bilo razvidno, a dobiš za krompir toliko, za koruzo toliko, za sejano travo bi naj dobili neke malenkosti. Še vedno pa ostaja veliko nejasnosti, katera zemljišča sodijo v pas A in katera v B. Mnogi so prepričani, da bi morali problematiko vsake kmetije reševati individualno. Številni bi potrebovali nadomestna zemljišča. Niti ni prišlo do nekega posluha med samim ministrstvom pa skladom zemljišč, da bi si pridobili vsaj nadomestna zemljišča, kjer bi lahko kmetije, kjer so živinoresko usmerjene, primerno kmetovale. A kmetje so prepričani, da prav zaradi številnih omejitev že dolgo več niso glavni onesnaževalec podtalnice.
Na najožjem so torej omejitve glede razvoza gnojevke in gnojnice, potem imamo omejitve glede varstva rastlin, ki pač dovoljuje nekatere fitofarmacevtska sredstva dovoljuje, druge ne dovoljuje. Usoda kakšnih 130 kmetovalcev na najožjih pasovih vodovarstvenih območjih v Podravju tako ostaja nejasna. Stroge omejitve morajo upoštevati že 15 let. Mnogi so v tem času propadli. V občini Majšperk v Halozah so po letu dni prenove in dograditve ta teden le dobili nov vrtec. Malčki so bili doslej razseljeni na 3 lokacijah, tudi organizacija dela je bila težavna, a v novih prostorih je to že pozabljeno. Po letu dni gradbenih del so 760 tisoč evri in dobro mero potrpljenja na podstrešju vrtca nastale 3 nove igralnice, s čimer je vrtec v Majšperku, ki je doslej deloval na 3 lokacijah, dobil skupne prostore. Kateri vrtec je lepši, tisti lanski ali ta? Ta. Boljša je, lažja je, pa lepša tudi je. Katero je tvoj najljubši kotiček? Tisti tam. Kaj se tam skriva? Dojenčki pa vse. Ker je bolj prostorno pa lepše, so bolj svetlo vse. Na podstrešju smo. Tukaj so samo veliki, a ne? Ja, jaz sem tudi veliki, da sem že 5 stal. Zelo smo veseli, da smo se zbrali vsi na enem mestu, ker to je popolnoma drugačno delo, več lahko nudimo otrokom. V 6 oddelkih na dobrih 600 kvadratnih metrih je dovolj prostora za 109 otrok. S selitvijo vrtca iz osnovne šole se bo tudi tam zmanjšala prostorska stiska, saj se število otrok v občini povečuje. Pri nas v šole smo pa pridobili tudi prostore nazaj, ker trenutno je malo stiska, ker imamo malo večje razrede številčnejše in nam kar prav pridejo zdaj tile prostore, ki smo jih takrat pač imeli za namene vrtca. Danes ima občina Majšperk celoten vrtec na eni lokaciji, kar v preteklosti ni bilo. Zraven tega bomo danes predali namenu še lekarno in pa park. Za vsemi naštetimi pridobitvami postaja občina Majšperk ena najbolj urejenih v tem delu Slovenije. Zanimiv projekt Varčna soseska s sodelovanjem različnih partnerjev poteka v Mariboru. V njem želijo z izkušnjo 6 družin v 3 tednih prikazati, da so le majhne spremembe naših navad dovolj za tudi do 20% prihranek električne energije v gospodinjstvu. Energetska agencija za Podravje je ob tem izračunala, da bi mariborska gospodinjstva letno lahko prihranila skupno 3 milijone evrov. Gospodinjstvo Mitje Sagaja, enega izmed udeležencev projekta, mesečno za elektriko nameni od 28 do 35 evrov. Po prvem tednu so merilne naprave že zabeležile droben prihranek. Ni velikih sprememb zaenkrat v vedenju še ni, tako da se itak že tudi sicer osredotočamo na to, da čim več električne energije uporabljamo v nočnem času. Namen projekta Varčna soseska je spremeniti naše navade. Večina slovenskih gospodinjstev namreč velja za energetsko potratne. Trendi in v Evropi in v Sloveniji kažejo, da vsako leto rabimo več energije. In če bomo tako nadaljevali, pomeni, da bomo leta 2030 podvojili rabo energije. Ugašanje luči, pravilna nastavitev zamrzovalnika in hladilnika, polnjenje pomivalnega in pralnega stroja ter izklapljanje zabavne elektronike že prinaša velike prihranke. Ko jih damo v stanje pripravljenosti, vse te naprave porabijo recimo za eno varčno žarnico energije kar tako, brez da karkoli od tega imamo. Samo s tem zavedanjem in z nekaterimi minimalnimi spremembami navad lahko prihranimo tudi do 20%. Koliko je uspelo privarčevati 6 mariborskim gospodinjstvom, bo znano čez 2 tedna. Sicer pa zmanjšanje porabe elektrike ne pomeni samo prihranka denarja, pač pa tudi zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida. Če bi v vseh 42 tisoč mariborskih gospodinjstvih spremenili navade, bi samo v enem letu privarčevali 3 milijone evrov in proizvedli 18 tisoč ton manj emisij ogljikovega dioksida. Mariborska občina se je po besedah njenega vodstva lotila temeljitega oživljanja starega mestnega jedra. Degradirani deli so dočakali začetek obnove, oddali so večino lokalov v občinski lasti. Zakaj več pa bi morali stopiti skupaj tudi zasebniki? Ti imajo raje prazne lokale, kot da bi znižali najemnine. Tako se videza historičnega jedra ne da spremeniti. Menda občina že razmišlja, da bi lastnike spodbudila k znižanju najemnin, pa čeprav s kaznimi. Mestna občina Maribor je lastnica 111 lokalov v historičnem jedru mesta. Od leta 2006 je že dvakrat za po 15% znižala višine najemnin, zato je praznih le 6 njenih lokalov in še ti naj bi kmalu dobili najemnike. Večina praznih lokalov, ki kazijo izgled mesta, je tako v zasebni lasti.
Danes vemo, da so lokali zaprti, ker lastniki vztrajajo v visokih najemninah. In kadar je visoka najemnina in taka je težka ekonomska situacija, vsekakor imamo potem zaprte lokale. Kar se tiče zasebnikov, nimamo vpliva, bi pa seveda bilo, če bi oni to želeli tržno, seveda smiselno, da znižajo najemnine. Če obstaja zakonska podlaga za nek dodatno dajatev, ki bi lahko občina razpisala za prazne lokale, bomo to naredili. A za slednje že leta v Mariboru ni političnega interesa, tudi zaradi moči in vpliva lastnikov lokalov. Sicer pa tudi delujoči lokali v večjem delu starega mestnega jedra ne zadovoljujejo potreb ljudi. Ne samo, da so poslovni prostori polni, ampak da so tudi sistematsko, logično polni. Manjka strategija in pa predvsem kaj manjka, to kar zelo veliko krat poudarjam, bom tudi danes, povezovanja in pa posluha. A vendar se premika. Povezovanje na Poštni, Grajskem trgu in delu trga Leona Štuklja je obrodilo sadove. Mesto obnavlja tudi degradirane dele, kot so glavni trg in tkalski prehod. Z izdelavo dolgoročne strategije pa bi lahko bilo središče mesta polno kot pred prihodom velikih nakupovalnih središč. S tem smo zaokrožili pregled dogajanja 1. septembrski teden. Prijeten vikend želimo in nasvidenje.